Nadaljujemo pa pogovor tudi o stereotipih v športu. Ali obstajajo samo moški športi, ali obstajajo športi, ki se jih lahko lotijo tudi ženske, kako uspešne so, ali so športniki tudi dobri učenci, študentje in tako naprej, ali je šport in kultura nekaj, kar hodita skupaj z roko v roki, se razumeta, podpirata drug drugega. Na koncu koncev govorimo tudi o telesni kulturi, ne samo o športni kulturi oziroma kulturi. Zbirka knjig, ki govorijo o teh istih zadevah, o katerih sem jaz pravkar govorila, se imenuje Nogometastični. In zdaj si bom jaz vzela seveda to prednost, ki jo imam kot voditeljica oziroma napovedovalka pogovorov, in bom Barbari Pregl, ki vodi ta pogovor in je tudi urednica te zbirke, postavila zelo prozaično vprašanje: kako ste prišli sploh do tega naslova? In predajam s tem seveda njej, da zadeva vzame v svoje roke. Hvala za vprašanje najprej. Ja, v resnici ste nas že zelo lepo napovedali, tako da jaz bom kar nadaljevala res z odgovorom na to vaše vprašanje. Nogometastični je zbirka, ki govori o nogometu, hkrati govori pa tudi o skupini najstnikov, 11 let so stari, ki ob tem, da igrajo nogomet, doživljajo še svoje prve ljubezni, pa tudi kakšna rivalstva. Hkrati se pa v bistvu vedno znova znajdejo v nekih situacijah, ko morajo oni nekaj pojasniti. Ne? In zato v bistvu ta besedna zveza, to v bistvu smo nekako skovali, nogometastični, so tisti, ki igrajo nogomet, hkrati so pa tudi fantastični. Ne? Ravno zaradi tega, ker v bistvu z njimi nekako ta skupinski duh, ki bi prišel prav tudi v Sloveniji, se mi zdi, nekako prosperira. Torej, kot že rečeno, govorili bomo o knjigi Nogometastični, ampak res v enem zelo širšem kontekstu. Zato so tukaj z nami moji gostje. In sicer, bom kar pri Sabini začela, ker na moji desni strani sedi, ja. Sabina Fras Popovič je bibliotekarka, sicer komparativistka tudi, prihaja iz mariborske knjižnice, ima pa tudi magisterij in doktorat iz bibliotekarstva, to se zelo lepo sliši, ne? Ampak to, kar je nas v bistvu zanima, in tudi je dobila za svoje delo strokovno vrsto nagrad, ampak tukaj bo z nami govorila o zelo zanimivih projektih, ki nekako postavljajo na laž, ne, te stereotipe, uvodne stereotipe, o katerih bomo seveda tudi spregovorili, ne, iz mariborske knjižnice, torej Sabina. Potem je z nami Franci Bohinc, mogoče bi Franci mogel sedeti na sredini, ki je edini moški, ampak tudi to je en stereotip, ne, ki ga bomo danes vrgli. Franci je diplomant DIF-a, se pravi Fakultete za šport, profesor športne vzgoje na gimnaziji Šiška in trener ter predsednik atletskega kluba Medvode. Moram povedati, da je zelo priljubljen trener, kljub temu seveda, da je atletika kraljica športa, je hkrati tudi izredno garaški šport in zato se mi zdi to še posebej zanimivo. Z nami je, ker bi želeli izpostaviti tudi njegove trenerske uspehe. Bil je namreč vrsto let trener Luke Janežiča, vodilnega slovenskega atleta. Ampak to, kar v bistvu nas zanima, je, kako on mlade navdušuje za šport, ne? Splošno gledano. In ne nazadnje je z nami mlada nogometašica, Korina Lara Janeš, ja, da ne bom Janežič rekla, Janeš. Korina trenira nogomet pri ženskem nogometnem klubu Krim, Rolljet, je tudi članica slovenske mladinske reprezentance in na spletni strani Nogometne zveze Slovenije sem si ogledala njeno statistiko in ugotovila, da vedno igra v začetni postavi in da na večini srečanj da vsaj kakšen zadetek, ne? Tako da v bistvu res zelo uspešna igralka nogometa. Torej, kot smo že rekli, tudi v zvezi s tem bomo o kakšnem stereotipu spregovorili. Zdaj, začetno vprašanje za vse. Kako se počutite med knjigami?
Ja, noro, ne. Tole jaz sem prvič na takem dogodku, se pravi na knjižnem sejmu, s tem se ne hvalim, ampak to je res. Tako da sem prav presenečen, koliko ljudi pride na tako zadevo in vesel sem, da sem del tega dogodka in vzel si bom čas, da tudi grem malo naokrog in še druge stvari pregledam danes tukaj. Skratka, počutje je v redu. Ja, super, super. Ja, načeloma meni dosti veliko časa ne ostane od vseh treningov in šole, zato se težko znajdem med knjigami. Takrat, ko pa se, pa z veseljem kaj tudi preberem, se imam fino in moje počutje je isto odlično. Ja, pri meni pa je na tisti meji frustracije, ne? Ko si med knjigami skozi doma in v službi in potem prideš na knjižni sejem in vidiš, joj, te ne poznam, pa to bi mogel imeti, pa to bi še mogel prebrati, ne? Ampak načeloma ja, ne? Med knjigami se počutim v redu. Rada bi za začetek, da spregovorimo o tem uvodnem, bi rekla, stereotipu, ne? Se pravi, športom in kulturo, branjem, športom in učenjem je povezano v resnici cel kup predsodkov, ki pa nekako vsi govorijo o tem, da so športne in intelektualne dejavnosti nekompatibilne, ne? Kako to na kratko vidite vi? Saj malo smo že začeli s tem uvodnim vprašanjem za ogrevanje, pa bi mogoče še kaj dodali? Je pa najbolj Sabina, da ti začneš. Ja, jaz bi se navezala na to, kar je... Najprej bi povedala, da prav v redu sedi, ne? Ker sedi med dvema odraslima in danes smo poslušali o tem, kako upada bralna kultura v Sloveniji in ne glede na to, da vedno kažemo na mlade, smo tisti odrasli vzrok in posledica tega, da se nekaj spremeni. Kar se tiče pa druge zadeve, pa bi se spet navezala na našo mlado gostjo. Torej, športnikom, res tistim predanim športnikom zmanjka časa. Med šolo in med treningi, prej smo malo klepetali, 3 ure treninga za trenerja, 3 ure treninga za športnika. In v bistvu na drugi strani so to izredno delavni otroci z delovnimi navadami, navajeni si postavljati cilje. Ja. In če tudi bi želeli, enostavno ne zaidejo sami v knjižnico. Zato jim je treba zgodbe in knjige pripeljati in hkrati pripeljati izven tistega, kar šolski prostor da kot obvezo, ne? Tako da tukaj se ta stereotip o tem, da športniki ne berejo in da tega ne rabijo, zelo hitro lahko podreče jim to pripelješ na dosego roke in v njihov časovni prostor. Ja, Korina, bi kaj še? Ja, meni se zdi vse točno tako, kot ste povedali. V bistvu časa je res malo, ker po šoli moramo iti na trening takoj, po treningu je treba priti domov, se je treba stuširati vse in to vzame res veliko časa. Potem pa recimo veliko smo od nas odsotni od pouka, zato je treba to nadomeščati. Tudi ocenjevanja se premeščajo in zato imamo vse bolj skupaj na določenih tednih in v teh tednih dejansko to, kot se mi učimo, ni še nekega dodatnega časa, da bi mi lahko brali. Zato se meni zdi res v redu, da imamo domača branja, da vsaj na ta način nekako spoznavamo knjige in če že na drugačen način ne, da nam to res določijo, vi morate to narediti, da bomo to res pol naredili. Mogoče športniki bolj pač delujejo kot pod prisilo, ne? Mislim, ne pod prisilo, ampak z nekim načrtom, no bi rekla, tako bolj, ne? Ja, v bistvu mi si moramo res dobro znati splanirati dan, kdaj ostanemo, kaj bomo jedli, kako bomo si razporedili šolske obveznosti, kdaj se bomo učili. Zato včasih mogoče, ko začneš planirati dan, recimo, se težko spomniš še na mali detajl, da bi ti prebral neko knjigo, ampak definitivno, če se v to nekako spustiš, potem res lahko še knjige vključiš v čas. No, danes bom se prepričana zvedeli tudi, kako se mogoče še drugače da knjige predstaviti, ne, tudi športnikom. Frank, kakšne so pa tvoje izkušnje? Tvoji atleti so večinoma zelo dobri učenci, zelo dobri dijaki. Kako gledaš na to?
Ja, načeloma gre to z roko v roki, ne, se pravi, dober dijak, dober športnik, to se dokazuje tudi na naši šoli. Če bi se pa direktno na branje navezal, pa raven tako. Jaz mislim, da vse skupaj je povezano. Tisti, ki rad bere, to je tudi neka sprostitev, neka navada, neka obveza, nek čas, ki si ga moraš vzeti, tako kot za trening, tako za branje. Tako da mislim, da gre to zagotovo vse z roko v roki. Je pa pri meni tako kot pri dijakinji moji, da enostavno toliko časa, ko ostane, zelo rad berem. To je pa največkrat na dopustu, ko imaš res 24 ur časa, takrat pa lahko rečem, da kar požiram knjige, se kar zapodim v njih in potem enostavno, ko prije 1. september, pa kot da bi odrezal, enostavno ni časa. Dopoldan v šoli, popoldne treningih, zvečer pa pač tista televizija, pol ure. Knjiga je vedno pri postelji pripravljena na prvi strani, da jo začnem brati in potem enostavno zaradi utrujenosti ni. Tako da, taka je moja zgodba. Ja, super. Spomnim se ene svoje študentke, takrat se še zdaj igra odbojko, takrat je trenirala pač odbojko. Bila je zelo dobra študentka in mi je rekla v bistvu, to je Zala Zbičajnik, ki danes recimo tudi ni mogla biti z nami, drugače bi bila tudi vesela, če bi se nam lahko pridružila. In mi je rekla v bistvu, da ji je všeč ta dvoternost, da po eni strani seveda študira, po drugi strani v bistvu pač trenira. In v bistvu zdaj vprašanje zate, Korina, a se ti zdi, recimo ona mi je tako rekla, je fajn, v bistvu po eni strani, če mi na športni plati ne gre najbolj, si reče, se imam še šolo, ali pa študij, če pa v bistvu pri študiju se kje zatakne, pa rečeš, pa ne, se imam še šport, tam mi gre, kako je s tabo? Ja, definitivno, glede na to, da se ženski nogomet šele razvija in v bistvu ni še tega fiksnega in plačila in vsega. Le redka ženska uspe v nogometu, tako da lahko dela tudi brez, da ima dodatno službo zraven. Zato se meni definitivno zdi, da je in šola in šport morata oba dva biti na istem nivoju. Jaz bi vseeno rekla, da je šola pri meni prva, zato ker kaj, če pride poškodba, kaj, če se mi karkoli zgodi, definitivno bom šla tudi študirati naprej, da vsaj lahko poklic dobim, če slučajno mi športom ne uspe. Recimo, meni bi bilo najboljše osebno, da bi lahko šla študirati v tujino in ob tem študiju igrala v nekem klubu, kjer bi dobila neko plačo, tudi če je minimalna, samo zato, da lahko delam nekaj, kar uživam, zraven pa še imam neko rezervno pot in obratno. No, kaj pa recimo vrednote in šport? To je recimo spet vprašanje za vse, pa bi rada, da malo pokomentirate. A se vrednote recimo v individualnih športih kažejo drugače kot v skupinskih? Recimo, a je tukaj nogomet, ti poznaš seveda hokej, Sabina, Franci atletiko. Kaj pravite? Jaz sem trenirala res že veliko športov, od individualnih do skupinskih, vse. Tako da jaz bi rekla, da so skupinski športi nekako vseeno meni osebno ljubši, zato ker prevladuje ta timski duh. Tudi če sam ne najdeš motivacije, ti vedno lahko to vlijajo drugi. In v bistvu so neke drugačnosti, hkrati pa tudi podobnosti. In v bistvu pri obojnih je zelo potrebna ta koncentracija. Zdaj, pri ekipnem športu je mogoče tako, da res dela en za drugega, tako da tudi, če se kjermu kaj zalomi, proba vedno drug rešiti in popraviti, kar se je zgodilo. Pri ekipnih športih, pri skupinskih športih mogoče to ni glih tako, ampak se mi vseeno zdi, da je pa tam mogoče kakšna druga vrednota bolj pomembna. Moram povedati, da pač so to vse teme, ki jih izpostavljam ob tej knjigi, naše knjigi Nogometastični, namreč tudi v tej knjigi je zelo izrazito to, da oni, ko igrajo nogomet, te fantje in punce, da v bistvu vsak posameznik je v resnici
lahko slabši ali pa je celo zelo slab, ne, kot igralec, ampak potem skupaj se po bistvu zgodi ta presežek. Kot ekipa dejansko zelo dobro funkcionirajo in njih je recimo 7, ne, se pravi, to ni samo seštevek 7 igralcev, se pravi 1 + 1 + 1, to ni samo 7, ampak je veliko več v resnici pri teh skupinskih športih. Ne? Ja, prosti Sabina. Ne, jaz sem samo to sem razmišljala, da v bistvu tudi vrednote v športu niso kar nekaj, kar otroci, ko pridejo na prvi trening, že imajo. Ne? Da je podobno kot z ostalimi stvarmi, ali dobijo vzgledom, ali pa jim lahko tudi literatura pomaga. Ne? In vse te zgodbe, ki jih knjiga prenese do njih, jim lahko pomagajo tudi pri tem, da najdejo kompas znotraj športa. Ne? Ker včasih, sploh ko tam 15-16, lahko pride kakšna druga vrednota naprej, kot pa bi bila tista, ki bi ga peljala do svojega končnega cilja, torej neko športno udejstvovanje na mogoče višji ravni. In tukaj lahko športniku marsikaj knjiga da. Ne? Kaj pa, Frank, bi še kaj dodal za tvoje področje? Ja, v bistvu sta kar veliko že povedali, no, razlika je sigurno med skupinskimi pa individualnimi športnimi panogami, a ne, sploh pri otrocih vemo, da se odločajo v glavnem na podlagi družbe, a ne. Se pravi, če bo nekdo šel od prijateljev igrati nogomet, bo šel tudi on, ne. Če bo nekdo šel v atletiki, bo tudi zaradi njega šel in šele kasneje potem pride mogoče tista prava športna panoga do izraza, kaj ga pravzaprav zanima, s čim bi se pa on pravzaprav rad ukvarjal, ali šel zaradi nekoga tja, ali šel res zaradi sebe tja, ne. Se pa tako kot posod tudi pri športu razvijajo te vrednote, se pravi, trenerji smo tisti, ki jim pač poleg tega, da jim nudimo samo neko športno znanje, tudi druge vrednote, a ne, se pravi, če so manjši, da se znajo tudi obleči, če so potem že večji, da znajo tudi že prejeti za kakšno knjigo, če so še večji, da znajo potem tudi še kakšno drugo stvar, se pravi, vse te stvari jim skozi ta različna življenjska obdobja, ki jih peljemo, a ne, ko vemo, da jih dajo na teh skupnih treningih čez z nami, trenerji, a ne, nekako spodbujamo jih in jih vzgajamo, prizgajamo in te vrednote, a ne, tako da mislim, da je to vse skupaj gre z roko v roki, no, na ta način. Bi kar nadaljevala, Frank, s tabo. Kaj pa moški pa ženski športi, ne? Zdaj, pri nas so v bistvu, recimo, je telovadba ločena po spolu. Recimo v Španiji temu ni tako. V Španiji recimo imajo vsi skupaj športno vzgojo, ne? Se pravi, dečki in deklice, ne? Da je ločeno, ni čisto res, da v osnovni šoli, ja, ne, so posebej dečki, deklice na naši gimnaziji, v glavnem tega ni, ne. Že v razredu, znotraj razreda so pač mešan oddelek in tudi športno vzgojo imajo potem skupaj, a ne. Večinoma, tako da tukaj ni več, ampak kar se pa samega športa tiče, pa še vedno obstajajo kar velike razlike med ženskimi, moškimi oziroma fanti, dekleti, a ne. In če gledamo v zaslužku, no, ki je pač danes vemo, da šport je velik posel ratov, a ne, nažalost, no, če lahko tako rečemo, tako da obstajajo znotraj tega, tako kot je že prej Korina rekla, a ne, velike razlike, ne. Ne samo v zaslužku, tudi na samem načinu, v samem gledanju, recimo, če govorimo o ženskem nogometu ali pa da se malo na knjigo navežemo, na eno tekmo pride, ne vem, 80-90 tisoč ljudi, a ne, na nivoju deklet pa recimo zaenkrat 5 do 7-10 tisoč ljudi, a ne, kar je že zelo veliko, 2 leti nazaj še toliko ni bilo, a ne, tako da, kar se tega tiče, je velika razlika, tudi če gledamo košarko žensko, a ne, bolj zdaj se bolj osredotočim na ekipne športe, a ne, odbojka, to bom rekel ženske, komaj sled proti moškim, če bi tako primerjal, a ne. Ampak na področju atletike pa temu ni tako, ne? Na področju atletike temu ni tako, iz večjih razlogov, zato ker pač poteka to istočasno, ne. Če je recimo svetovno prvenstvo v atletiki, teče, ne vem, 400 metrov ženske, potem je lahko takoj 200 metrov moški, lahko to je, se pravi, na istem kraju, v istem času, a ne, in ki nekdo kupi karto za svetovno prvenstvo v atletiki, drugi dan si gleda atletiko od 10 dopoldan do 5 zvečer, če pa greš ti na košarkarsko tekmo, greš pa na tekmo, ne vem, fantov, ne greš zraven še deklet, zaradi tega je tudi ta razlika, ne. Mogoče ni slaba ideja, ne? Da bi v bistvu na nogometnih turnirjih recimo igrali fantje in... Morda kdaj, ne? Ja, mogoče kdaj, ne? Recimo. Še bomo kar ostali pri Franciju Bohincu. Jaz poznam njegovo trenersko delo, moram povedati, da tudi moj sin trenira pri njem. In to, kar me je vedno fasciniralo, je v resnici, kako znate delati z mladimi. Kako jih znate spodbujati, kako jih znate motivirati. Pa tudi vem, Frank, da so tvoji pogledi na trening, na treniranje mladih, ne bom rekla posebni, ampak se mi zdi zelo umestni. A bi nam lahko malo pojasnil?
Ja, jaz se že kar zelo dolg, če rečem 30 let se malo ukvarjam z mladimi, tako v šoli, no, kot v klubu, s tem, da v klubu morda še z mlajšimi, tako da sva se z gospo, ki me je danes povabila, pogovarjati tudi o tem, da bi jaz mogoče nekdaj, preden umrem, še eno knjigo napisal. Ja, ji bomo zelo Za veseli. intermezzo, no, da bi malo pomagala, zopet je čas problem, no. Ampak po mojem bi ta knjiga služila kar širši, bom rekel, kar slovenskemu prostoru, šolam, mladim, učiteljem, profesorjem na razredni stopni, pa tudi vsem ostalim, ki se pač ukvarjajo z otroci, ker bom rekel, res preživim 3-4 ure na dan, skoraj vsak dan z mladimi, a ne, in bom rekel že, za vsega posebej že skoraj vem, kaj bo naprej naredil, a ne, tako da bom rekel, da delo z mladimi je ne glede na vse zelo lepo, po drugi strani pa tudi odgovorno in težko, a ne, vsak je pač drugačen, tako ga je treba tudi jemati in tudi posledično tako z njim delati, a ne, tako da k meni prihajajo različni otroci, različni ljudje, tudi starši, a ne, stvari, časi se spreminjajo, a ne, in danes tudi starši pričakujejo bistveno več od svojih otrok, predvsem pa posledično tudi od nas, a ne, od trenerjev, da bomo z njih naredili kar takoj, ne vem kaj, ampak vemo, da je to en proces, ki traja, a ne, in skozi ta proces je treba iti in da tudi vsi ne morejo biti dobri športniki, da bojo pač dobri ljudje, da so si pač s tem, ko so jih pripeljali na trening, zapolnili čas in da tudi privzgojili neko pač daljše obdobje, da bojo otroci sprejeli šport kot način življenja in ga potem tudi nekako shranili, da se bojo s tem ukvarjali, ne. Tako da, tako kot sem rekel, lepo, predvsem lepo, pa tudi težko po svoje je to delo z otroci, ne. Ampak recimo to, kar se meni zdi zelo zanimivo pri tvojem delu, je, da nekako skušate vsem to gibanje, ne, navezati na igro, ne. Zdaj, gibanje je itak prvenstveno, ne, in je v bistvu v resnici povezano z igro, ne, ampak se mi zdi, recimo, govorila sem z enim trenerjem enih mlajših fantov v Španiji, Mikel Valverde je ta trener, ne, je rekel recimo, da oni v bistvu zelo pozno jih usmerjajo v tekme, mislim, nogomet, ne. Se pravi, oni tekmujejo, ampak v bistvu celotna ekipa v bistvu v resnici tekmuje, ne. Mislim, tekmuje, ampak se ne dogaja selekcije, mislim, da do 14. leta je rekel, ne. Pri nas se mi zdi, da se včasih ta selekcija, vsaj po enakih lastnih izkušnjah, se mi zdi, da se ta selekcija začne dogajati že prej. Ampak to, kar v bistvu je meni zanimivo, ne, da ti v bistvu pač imaš veliko igre pri treningih, ne, in da, seveda dobro, tudi trener atletike si, vendar nekako skušaš v bistvu motoriko razvijati celostno, no. Ne, to je nedvomno, no, to je zelo dobro povedala že vse. Čim dalj časa v igri ste z otroci, se pravi, gibanje je igra, to je nedvomno in dalj časa se igramo, dalj časa bodo na nek način tudi ostali pri nas, ne. Mi ne moramo sforsirati, če smo pri nogometu, da bojo to takoj tekme, da bojo to takoj zares, ne. Otroci načeloma so usmerjeni tekmovalno, vendar so pa tudi med njimi taki, ki ne radi tekmujejo in zato jih ne silite. Otrok mora sam reči, daj bi tekmoval in takrat izkoristiš to in ga vključiš zraven, in mu daš to možnost. Tako da čim več igri in čim dalj časa se igrati, ne. Zdaj, če malo bolj na atletiko navežem, čim več štafetnih iger, poligonov, čim več elementarnih iger, igre, čim manj tega na črto in stvari zares. A ne, to samo po sebi pride, tisti, ki je te prav in ki je dober, bo lahko še vse to nadoknadil kasneje. Je pa res, da se šport od športa razlikuje, a ne, recimo, če bi šli na športno ričično gimnastiko ali pa žolno akrobatsko gimnastiko, to začnejo že dojenčki usmerjati v to in tisti, ki je star 13 let, je že star 14 let, skoraj že prestar za gimnastiko, a ne, in tukaj je pa žal kruto, a ne, in tam se pa potem zelo, zelo zgodna specializacija, vemo, da se otroci tudi ne razvijajo večinoma do konca, je pa to na nek način že tudi žalost, a ne. Tako da čim dalj skozi igro, čim dalj ostati v igri in taki so pa ta pravi, iz takih potem tudi nekaj bo. A bi še kaj dodali, Korina, kakšne so tvoje izkušnje, to me zanima. Ja, v bistvu definitivno je to res odvisno od klubov. Marsikjer klub začne z igro in potem začne upeljevati recimo taktiko, kako se je treba gibati in vse to bolj detaljno. In tistmu, ki je to všeč, kako se giblje in vse to, tisti pol lahko začne zares igrati. Pa se lahko da ločiti ta razlika med rekreativnimi igralci in tistimi, ki dejansko si želijo kaj iz tega. Tako da v bistvu jaz bi rekla, da pri ženskem nogometu v mojem primeru do enega 12. leta nekako vsem pustijo, da je nogomet igra. Sicer ni glih tako, no, da je trava zelena, žoga okrogla in delaj, kar hočeš.
Ampak v bistvu nekako je treba upeljevati vse to. In meni se zdi to recimo dosti zanimiva tema, zato ker če ti res želiš uspeti v nogometu, moraš začeti s tem že dosti zgodaj. Če pa ti igraš recimo nogomet za zabavo, potem to mogoče ni toliko pomembno in se da to rahlo izključiti, sam pol valjda nisi toliko dober. Ja. Ampak a misliš, da je drugače, recimo, pač, hočem reči, moški nogomet, ženski nogomet, misliš, da so tukaj razlike? So razlike že iz tega stališča, ker se ženski nogomet šele razvija. V bistvu se je pojavil recimo v Sloveniji 20 let nazaj. Predtem so punce, če so igrale, pa še to redke z fanti. Poznam tudi jaz take primere, ja. Zdaj so se že pojavili bolj ženski nogometni klubi. Marsikera punca recimo začela s fanti trenirati in to se tudi recimo dosti pozna, zato ker je kvaliteta vsem že zaradi tega, ker je večja konkurenca dosti boljša. V bistvu so razlike, fantje že prej začnejo z vsemi temi taktikami, gibanjem in vsem tem. Plus moška liga je dosti obširnejša. Pri recimo moji selekciji so 4 lige, 1., 2., 3. in 4. 4. so že bolj taki, ko igrajo bolj za zabavo, 1. je pa dosti bolj usmerjena v zmago, v tekmovalnost. Pri ženskah je zaenkrat samo 1 liga in so pač noter vse igralke, tiste, ki si želijo profesionalno in tiste, ki delajo za rekreacijo in zato je tukaj tle največja razlika. Super, zelo zanimivo. Kaj pa zimski šport, ne? Ekipni šport? Ja, jaz tako zdaj, ko poslušam, pa pomislim na moje hokejiste, ker jaz jim tako pač rečem. Je pa zgodba takšna, da dekleta tukaj skoraj do članske ekipe trenirajo s fanti skupaj. In še to sta zdaj v Sloveniji samo 2 članski ekipi, pri Mariboru in pri Olimpiji. In tudi hokejisti se vključujejo še v širši prostor, kar pomeni, da skupaj v državnem prvenstvu tekmujejo še klubi iz Hrvaške, iz Srbije in Avstrije. Ne? Tako da v bistvu se poznajo zelo velike razlike. Ves čas sem razmišljala o tem, da kaj je tisto pri športniku, kar sem sama spoznala v povezavi z branjem. Ne? Mladi športniki nimajo prostega časa, ne? Tako da bi nekaj počeli kar zato, da počnejo, oziroma če že res nekaj počnejo samo zato, da počnejo, je prav, da se družijo in da so še takrat malo izpeti in ko jim branje predstaviš kot prostočasno dejavnost, bodo rekli ne, hvala, za to nimam časa. Ko pa jim branje in knjige predstaviš kot del njihovega procesa, torej kot del napredovanja na športni poti, torej jim predstaviš uporabo knjige in zgodbe, se njihov fokus zanimanja obrne. Ne? Seveda to ne pomeni, da vzameš knjigo in jim daš in rečeš, draga bodoča profesionalka, kar lepo beri, ne? Ampak jim pomagaš odkriti, kaj jim da lahko knjiga. Lahko jim pomaga pri koncentraciji, lahko jim pomaga pri premagovanju stresa, stisk, strahu, pomaga jim najti junake, seveda do tja jih moramo pa odrasli pripeljati, junake, ki gredo skozi neke krize pri odločanju, šport, ljubezen, poškodba. Ne? Torej, vse, kar življenje na športni poti ponuja, se najde v literaturi. Otroci najdejo to na pametnih telefonih, na YouTubu, ampak mi smo imeli letos eno zelo zanimivo debato v klubu, ker je res hokejski drsalni klub Maribor, je mariborski knjižnici in tukaj so bili ključni trenerji, tako da absolutno so trenerji tisti. Odprl najprej vrata na avtobus, kjer smo začeli s tem in tudi na rahlo v garderobe. Zdaj športniki vedo, kaj to pomeni, če stopiš z eno nogo v garderobo. In ko jih pelješ skozi zgodbe, ne, in ko smo se pogovarjali, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Ne. To ne pomeni, da moraš znati ogromno jezikov, da boš siro, ampak da tisto, kar čutiš, znaš ubesediti. In to, da se znajo med seboj pogovarjati, je v ekipnih športih za neke dosežke ključnega pomena.
da poznajo razliko med verbalno in neverbalno komunikacijo, med načinom, kako povejo, da je nekdo nekaj za s na tekmi, ne, ali pa da bi mogel nekaj drugega. In v bistvu lahko res z literaturo in z vodenim pristopom skozi te zgodbe jim pomagaš. In ko jim to predstaviš, se njihov fokus zanimanja res obrne. Ne? Še vedno niso vsi čisto navdušeni, še vedno ne bodo vsi rekli, joj, zdaj pa bomo brali. Ampak ne, ni to nekaj, kar bi oni v prostem času počeli, ker tako kot sem rekla, oni imajo prost čas zapolnjen, ampak nekaj, kar jim pomaga tako pri šoli, pri športu in pri njihovem osebnem razvoju. Ne? No, ker zelo zanimiv se mi zdi ta projekt, ki si ga ti zasnovala in ga tudi izvajaš in vodiš, hokejska bralna postava. Ja, Ana, malo lahko, zdaj si že malo sicer opisala, ampak mogoče, kaj je bistvo tega, ne? Zakaj si se tega sploh lotila? To se mi zdi tako nenavadno, ne? Krasno je, ampak nenavadno. Najboljše stvari nastanejo takrat, kot je za nekaj mar, ne? In ker pač imam v svoji družini 3 hokejiste in mariborski hokejisti na tekme potujejo z avtobusom, ne? Torej iz Maribora na Jesenice, Bled, Ljubljano, Celovec in kakorkoli. In ko so še bile mlajše selekcije, torej pri 8 letih, starši potujemo zraven, ne? Ker en trener in en tehnični 14 otrok v hokejsko opremo ne gre. In to je že kar nekaj let nazaj in ko smo opazovali, so ti otroci se usedli na avtobus, ne? Seveda povem tudi, večina staršev je to naredila in seveda, kaj je bil prvi pripomoček, ki so ga vzeli, je bil pametni telefon, ne? In gremo. Od Maribora do Jesenic, če ni prometne nesreče na avtocesti, je to vsaj 2 ure pa pol, ne? In potem si predstavljajte, jaz mislim, da se bo tu gospod trener z mano strenjal, v kakšnem stanju mentalnem so ti otroci, ko stopijo na led, ne? Trener je uro pa pol rabo, da jih je sploh sfokusiral. Jaz moram reči, da sem to gledala 1-krat, 2-krat, 3-krat, ne? 4-tič, 5-tič pa mi več ni bilo všeč, ne? In takrat moram reči, da je v slovenski prostor prišla knjiga Esad Babačić Banda in jaz sem imela to knjigo čisto po svoji deformaciji, da imam pač v torbici vedno knjige s seboj. In ne, ker je bil na naslovnici hokejist in kaj ti to bereš, ne, in gremo in smo začeli brati in tako je čisto spontano nastalo to, da sem jim jaz na glas brala, oni so poslušali in nam je to uspelo narediti od Maribora do Bleda. In tako se je postopoma zdaj skozi leta to razvijalo, da je letos v tej zadnji sezoni res sodelovanje s klubom prišlo do tega, da je to en celosten projekt, katerega so zajete vse selekcije, od malčkov do, zdaj, če tako rečem v našem, bom rekla, zdaj se na vašo stran postavlja v našem žargonu, U12, U14, U16, ne, z različnimi pristopi, tam, kjer potujemo z avtobusi, beremo na avtobusu knjige, ta starejše pa vključujemo v drug način, ne? Torej v avgustu, ko so bile priprave, ko so imeli intenzivne treninge, so imeli vmes tudi tako imenovane predavalnice in te so bile vedno vezane na vsebine, ki sem jih jaz prinesla s knjigami. Vključevali smo jih tudi v vse aktivnosti, ki jih Mariborska knjižnica pripravlja in moram reči, da tukaj je bil največji odmev na 2 dogodkih. Eno je, kar delamo skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana in še nekaj, je projekcija ruskega filma in v tem sklopu sta bila 2 športna filma. En je fenomenalen film Pot navzgor, ki govori o košarkaški ruski reprezentanci in pa Legenda številka 17, o enem hokejistu. In na to projekcijo so prišli vsi, otroci, starši, trenerji, in je bilo, wow, kaj to je v knjižnici tudi možno, ne? Potem so nekateri starši, ki se s tem niso strinjali, so rekli, se to lahko dobim na spletu, ne? Na kar so ugotovili, da na spletu pač ni slovenskih podnapisov, ne? Ruščine pa ne obvladajo, ne? Tako da v bistvu gre tukaj za spreminjanje vedenja in vedenja o tem, kaj lahko knjižnice ponudimo in kaj lahko v bistvu knjiga z zgodbo in znanjem prinese v svet nekoga. Ja, ker zgodbe so itak temeljne in pač pomembne za vse nas, ne? Vsi skušamo povedati svojo zgodbo. Frank, kako se ti to zdi? Atletska bralna postava ali pa Korina tep, nogometna bralna postava? A so to kakšne ideje? Ne vem, tako recimo, Frank, vi, ko greste na priprave, lahko grem jaz z vami, pa vam berem recimo med potjo, ha? Ja, dobra ideja, ja. Te bomo kar vzeli drug let, pol bomo kar
malo popraktizirali. Super, super. Boljš kot kakšne druge traparije, s temi telefoni res. Pa imajo prosti čas, recimo, ne vem, po kosilu, pridno gremo na trening 2 ure pa pol so skozi na telefonih. Malo kakšen sem pa kaj mogoče do trgovine, pa nazaj po kakšne sladkarije, to je vse, drugače pa res preveč na teh telefonih. Bi bilo mogoče zelo dobro to obarvati s temi knjigami, da kaj preberejo. Sicer vzamejo kaj za šolo s sabo, ampak po mojem zelo malo delajo, kaj dosti jih ne spremljam, pa ne lezem za njimi, ampak ideja je sigurno dobra. Korina, kaj pa ti praviš? Ja, v bistvu iz reprezentančne plati se mi zdi to res v redu, da nam en dan pred tekmo oziroma pred nekim pomembnejšim treningom telefone kar vzamejo. Zato, ker definitivno nimamo nekega tega faktorja, ki nas bi motil. Zato se recimo na avtobusu pogovarjamo, pojemo kdaj, se imamo fajn. In v bistvu smo dosti bolj usmerjeni v tekmo, recimo se pogovarjamo o taktiki, kako bomo kakšne stvari izvedeli, ne pa da je vsak na svojem telefonu in to se meni zdi res top, da nam vzamejo. Drugač pa ta način, da bi se brali, se mi zdi tudi zelo zanimiv. Recimo pri nas nam velikokrat tudi dan pred tekmo predvajajo kakšen motivacijski video, se vsi skupaj zberemo ali pa nam v bistvu naš psiholog prebere kakšen stavek motivacijski, da se malo zamislimo in iz moje strani se mi zdi to super. Moram reči, no, da jaz, Sabina, ki sem prebirala na spletni strani, imate malo pisan, kako to poteka, da sem se zelo zabavala, ker tam piše, da ste brali od kletvice do kletvice, ne? Ja, to je bila pač knjiga, res je, to moram povedati, da izbor knjig je vedno vezan ali na šport, ali na vrednote, ki jih šport prenaša. In ena od knjig, ki smo jo brali, je bila seveda Enka Svoboda od Gombača in tam so bile pač kletvice, ne? In prvo sem začela jaz, ponavadi je vedno tako, da začnem, to se nam zdaj dogaja tudi z nogometastičnim, prebrala sem samo prvo poglavje jaz, potem gre naprej. In sem začela brati in potem, ko je prišla do prve kletvice, sem jaz naredila pip, ne, tak televizijsko pip, ne. Pa naenkrat, če tisti, ki jih sploh ni zanimalo, ne, joj, kaj piše, kaj je, ne. In potem smo imeli dogovor, ne, ker so rekli, res, da berejo tisti, ki želijo brati, ne, vseeno smo na avtobusu. Moram reči, da na koncu skoraj vsi berejo, še tudi tisti, ki so totalno nezainteresirani. In potem je bil dogovor, da berejo od kletvice do kletvice in ne od poglavja in ko pride do naslednje kletvice, pač preda knjigo naprej, ne. In potem so oni tekmovali, da so izgovorili kletvico, preden sem jaz zapiskala pip, ne. In potem smo se tudi debatirali o tem, katere kletvice poznamo, kaj pomeni, ne. Pri tem branju sem tudi ugotovila, da dejansko bila je omenjena valuta lira, ne, sploh niso vedeli, ne, to so otroci 8 let stari in dostikrat se naše branje potem spremeni v pogovor o jeziku, ne, in zdaj imamo že tudi takšno pravilo, če katere besede ne razume, brez problema vpraša, ne, in je tudi igra, ogromnokrat potem nehamo brati ali pa debatiramo o tem, kakšne, vem, da je ena takšna debata je bila razlika med zahrbtnežem pa hinavcem, ne. Ali pa se začnemo igrati besede na eno črko, pa se ne sme ta beseda končati na A, ne? In naenkrat res to besedni zaklad in vse skupaj. Stvar je pa takšna, da se tukaj res pokaže, da ti mladi so navajeni delati, ne? In njim je branje potem postane del tega delovnega procesa, ne? In zanimivo je tudi, ko vidijo, ko so mešane skupine, ne, ker ni dovolj otrok in potem tudi iz mlajših selekcij igrajo pri starejših. In potem so starejši včasih čist frapirani, ko vidijo, da mlajši dosti bolj tekoče berejo, ne. In potem spet pridemo do tega, da je branje trening, ne, da to ni kar nekaj, s čimer se rodimo in zdaj pa vsi znamo brati, ne, da za to, da branje obvladaš kot eno veščino, si je treba vzeti čas, ne. In tu gre za to drugačno percepcijo branja kot prostočasne dejavnosti, ne. Super. Veš kaj, prej sem, ko sem vas predstavljala, sem te pozabila povedati, zato ker se tako dobro poznava, pa se mi je zdaj logično, da vsi vejo to, da si predsednica tudi v bistvu Združenj bibliotekarskih društev Slovenije, ne? In kot predsednica imaš gotovo tudi pregled nad drugimi bralnimi projekti. Recimo, jaz sem našla en tak projekt, recimo, da ga imajo v knjižnici Domžale, neka športna bralna značka. A je še kaj drugega takega, kar bi se ti zdelo? Ne, v slovenskem prostoru ne na tak način. Je pa stvar
tu, kjer je res to, da če dobiš na drugi strani klub, ki je pripravljen sodelovati, te povabiti zraven, je to v bistvu pol zmage. Ker tako kot sem na začetku povedala, če imamo mi v knjižnici športno bralno značko, pomeni, da bomo to nagovarjali tiste, ki pridejo v knjižnico. Mi pa moramo priti v življenjski prostor teh otrok, ki preživljajo 3/4 svojega časa, vmes potem še pa spijo. Ne? Tako da zelo odmeven projekt z nogometaši je v Stuttgartu, kjer je prav s tem klubom. Nogometnik je tudi močen in tam knjižnica to pelje zdaj že kar 8 let. In v bistvu na malo drugačen način, ampak je to sodelovanje. Je pa res, da pač pri nas je bila ta potovalna. Ne? Hokej je drugače postavljen v Sloveniji kot nogomet. Ne? V bistvu ima vsako mesto ima eno svojo ligo in tukaj starši vozijo. Ne? Pri nas je pač, mi smo izkoristili ta organiziran prevoz. Ne? Ampak ključna možnost, ki jo ima pa vsak, je pa tisti čas priprav, ne? Kjer pa se da komponirati, da se jim ponudi, da se jim samo ne odvzame, ker tudi pri nas zdaj pride trener, imamo že kar škatlo, okrašeno in otroci že kar vejo, ne, in dajo telefone noter, ne, se najdejo tudi takšni, ki imajo po 2 ali pa po 3, ne, ampak na koncu tudi to odkrijemo in ne. Tako da zdaj več ni nekih težav, je to že kar ena rutina, enih več pa res niti zraven ne vzamejo, ker vejo, da jih ne bodo imeli. Tako da ni samo to, da jim nekaj odvzameš, ampak jih hkrati nekaj daš. Ne? In da je nekdo z njimi, da niso kar sami. Ne? No, se ti si že to izpostavila, ampak me zanima recimo, mi ko smo, ne vem, torej priprava na tekmo, ne, in koncentracija na tekmo, ne. Frank, si ti lahko recimo predstavljaš, da bi recimo tvoji mladi atleti brali knjige, da bi si na tak način povečali koncentracijo. Namreč vse raziskave kažejo, ne, da v resnici branje zelo povečuje koncentracijo, zmožnost koncentracije. A ste kdaj recimo o tem razmišljali? Ja, v bistvu nismo še do zdaj o tem razmišljali. To so nove ideje zame, ki bom pač malo probal vpeljati v svoj sistem, tako da verjamem, da bi bilo, zakaj ne. Tako kot je drugega, verjetno tudi branje pozitivno vpliva, oziroma neverjetno, sigurno vpliva na to, da si potem skoncentriran boljš, da se osredotočiš na ti štart, na tisto tekmo. Ne. Po mojem te to sprosti, te motivira, ne, sploh če je knjiga zanimiva, da te v neko smer pelje, kar te zanima. Ne. Tukaj smo prej izpostavili določene junake, določene stvari, osebe noter, ki pač izpovedujejo takšne in drugačne stvari, mogoče se nekje najdeš in to zagotovo pozitivno vpliva na koncentracijo samo. Ne. Si to, da sem pojasnil, ne? Zdaj to naše branje na avtobusnem sodelovanju ne poteka tik pred tekmo. Ne? Hokejisti pridejo 2 uri pred samo tekmo na kraj dogajanja. Ne? Tako da oni že imajo tisti svoj ritual, ampak gre za ustvarjanje tiste skupinske dinamike, ki je pri ekipnih športih še toliko bolj pomembna in predvsem to, da niso vsak na svojem telefonu in po možnosti še ne pišajo si en z telefona na drug telefon. Ne? Tako da je tukaj ta varianta, ne, ni neposrednega. Je pa res, da pri starejših selekcijah, pri teh fantih, ki so zdaj stari 16-17, pa dejansko si s kakšnim citatom, s kakšno mislijo, ne, to v bistvu so tisti postopki sproščanja, pa priprave, pa vizualizacije, da si dejansko pomagajo s tem. Ne. Da rečejo, kaj smo že takrat se pogovarjali, ne, pa ne poiščejo tega na YouTubu, ne, ampak si določene misli dajo na tak način. Ne. Ne, ker mislim, da obstaja, mislim, da je ravno torej, ne vem, v Mariboru, pač Univerza v Mariboru, da je imela tudi eno raziskavo, ki pač govori točno o tem, ne, da v resnici koncentracija oziroma branje pred tekmami, tako kot si rekla, verjetno ne tik pred tekmo, ampak vendarle povečuje, v bistvu tudi dokazano povečuje pač koncentracijo. Ne. A smo še kaj pozabili, bi še kaj dodali, počas se izteka naš čas? No, potem pa vas lahko samo povabimo še enkrat, da si ob vsem tem, kar smo zdaj govorili, tudi sami pogledate, ogledate, preverite to, kar smo zdaj govorili, mimo grede ob knjigi, da lahko tudi sami preverite, da knjigo kupite na stojnici založbe Malinc, lahko si jo sposodite seveda tudi v knjižnici. Sabina, ti pa še nekaj listaš?
Ja, listam, pa ne vem, če bom našla. Tako da zdaj še ti en stavek govori, pa če bom jaz našla, bomo s tem zaključili, če ne, pa tudi ne. Ja, jaz sem vas hotela povabiti v glavnem, da se nam pridružite še naprej, da si pač knjige sposodite, preberete, preverite, če smo povedali to, kar v knjigah piše, ali pa vsaj v povezavi s knjigami. Moram pa povedati tudi, da smo ta pogovor danes snemali in da ga bomo tudi v podcastu dali na našo spletno stran. Tako da hvala lepa za enkrat. Še počakam citat? Ne, žal ne najdem. Lahko pa samo to navežem, da zdaj ravno beremo nogometastične z malimi. In ko je predstavitev ekipe teh fantov po številkah in po vzdevkih, je bilo pri nas na avtobusu kar brum, ta pa je tvoj, ta pa je moj, ta pa je tisti. Ne? V trenutku so se našli in tudi en odlomek je, ki sem ga zdaj iskala, pa ga nisem našla, kako pač tej ekipi grozi izpad iz lige, ne, in kako nihče ne verjame v njih in potem je trenutek, ko oni rečejo, moramo verjeti en v drugega. Ne. Ja. In to je pri nas potem bilo kar in debata. Ne. Tako da ja, prava knjiga na prav način ob vodenju prinese marsikaj. No, hvala še enkrat.